zbira se ogromno ljudi, vojske postavljajo veliko novih checkpointov, bodeči žic se ožajo parameter, očitno onemogočajo vstop ljudem na vzhodni strani, na vzhodnem vstopu na trg pod mostovi, kjer so potekali zadnje 2 dni srbiti spopadi med obema stranema. Je danes slišati, da se ljudje poročajo o sneperistih. Dejstvo pa je, da tudi klientela na trgu, tista prevladujoča, vidno je se v zadnjih dneh bistveno spremenila. Iz trga je odšlo veliko mladih ljudi, zamenjali so jih veliko bolj, kako bi rekel, močni, odločni možakarji, ki jih očitno zanima tudi ne samo družbena sprememba, ampak pretep. Zgleda zelo neugodno, oblikuje se očitno nek frontline. Energija na trgu je bistveno drugačna, kot v zadnjih dnevih. To ni več tisti trg osvoboditve, ki smo ga videli v prvih dnevih. Je pa seveda danes bo vse skupaj zavrelo po 12 uri po opoldanski petkovi molitvi, ko bodo množice poskušale priti na trg, gotovo bo že v mestu prihajalo do spopadov, kot je v današnjih dopoldanskih urah. Nisem prepričan, če bomo mi do takrat ustrajali tukaj, zato ker smo bili vse preveč kot novinarji ogroženi v zadnjih 2 dneh in bomo probali tveganje malo zmanjšati. No, zato smo danes tudi zgodaj zjutraj tukaj, ko je bilo relativno varno, mogoče dokle prideti in tukaj delati. No. Veliko več oklepnikov oziroma tankov je po mestu, predvsem pa se začelo obnašati malce bolj aktivno. To pomeni, da so oni tisti, ki nadzorujejo vstope in izstope iz trga. Veliko več je pehote, ne dežurajo, kako bi rekel, na svojih oklepnih vozilih, ampak aktivno skrbijo, skoraj kot v policijskem smislu za red in mir. Policija pa se do zdaj ni bilo opaziti, kjer je pa vprašanje, kako se bodo stvari odvijale v naslednjih urah.